Novica za upokojence. Prihodnje leto bodo pokojnine nekoliko više, predvidoma za 8,2%. Gre za eno najvišjih rednih uskladitev pokojnin doslej. A hkrati je kruto dejstvo, zaradi nizkih plač v preteklosti pogosto tudi 40 let dela ni dovolj za dostojno starost. Dobra polovica upokojencev danes živi s pokojninami, ki so pod pragom tveganja revščine. Več kot 40% prejema manj kot 700 evrov, kar ne zadošča niti za pokritje minimalnih življenjskih stroškov. Če gledamo upokojence, ki so trenutno upokojeni, slika ni v redu. Moja generacija se je znašla v eni zagati in sicer obljubljajo nam, da pokojnin za nas ne bo. S tem se je pa v bistvu malo tudi zgubil zaupanje v sistem. Je pa vprašanje, kaj se bo pol z nami zgodilo. Ni nam problem dajati za druge, ampak nam je problem, kaj bo z nami. Mislim, da tu ustvarjamo strahovito socialno bombo. Verjetno se vsi tisti odločevalci niti ne zavedajo, kakšni pritisk bo čez nekaj let. Kako pa bo s pokojninami v prihodnje? Na mizi je namreč že nova pokojninska reforma. Bomo torej delali dlje, šli v pokoj pozneje in imeli zato višje pokojnine? Kako povrniti zaupanje v naš pokojninski sistem, še posebej pri mladih? Pa tudi, kaj lahko že danes storite, da bo vaša pokojnina nekoliko višja. O tem v rubriki 24 ur inšpektor Miha Drozg takoj po oglasih. V športu pa tudi o... Vse višje upokojitvene starosti, vse daljše pokojninske dobe. Mislim, da si se upokojil lahko že pri 58 letih, 35 let delovne dobe bilo v tistih časih, ko sem jaz začenjal. Vse nižje pokojnine. Moja pokojnina je približno polovico moje plače, manjša je, kot sem pričakovala. Vse bolj negotova prihodnost. Plačuješ si minimalc, sploh na začetku, kot prej še SPS, zaradi tega, ker nisi siguren, kaj bo z naslednjim mesecem. Na sistemski ravni pa to ne vidim kot rešitev, ker nas je preveč. Bodo torej dostojne pokojnine v prihodnje le še privilegij? Pokojnina je pravica, pokojnina ne more biti privilegij. Imamo družbeno ureditev, ki to definira kot pravica, je pa res, da ta pravica ni več tako lahko pridobljena. 70-letna Olga Marguč zdaj, ko ima čas, rada skoči na vrt za domačo hišo. To je moj počitek, moja sprostitev, pripoveduje med jutranjim obiranjem fižola. 11. leto je zdaj že v pokoju, delala je slabih 38,5, približno polovico tega časa kot strokovna predavateljica na oddelku za tekstil Naravoslovno-tehniške fakultete. In višina pokojnine? 900 evrov. Slaba polovica nekdanje plače, znesek, s katerim po skoraj 40 letih dela nisem najbolj zadovoljna, priznava. Sem pričakovala, da bom imela vsaj 1000 evrov penzije. To sem pričakovala. Ampak glede na plačo sem vedela, da ne bo tako, ne? Ker sem si želela, da bi seveda imela vsaj približno toliko, da bi lahko tudi še kam šla, na kakšno potovanje, si prvošla malo več, kot si lahko. Delali smo res veliko. Nekako človek pričakuje, ko se utrudiš in ko pričakuješ eno solidno penzijo, si potem malo razočaran. Čeprav je pogosto treba tehtati, pripoveduje, je to vendarle dovolj za umirjeno starost. Treba je načrtovati, kaj kupimo, koliko kupimo, zakaj kupimo. Mislim, da s tem denarjem in s pametnim ravnanjem, da se da. Upokojencev starostno pokojnino, kot jo ima Olga Marguč, med 800 in 900 evri, je v Sloveniji slabih 50 tisoč. Največ starostnikov, dobrih 88 tisoč, prejema med 600 in 700 evri. Med njimi je skoraj 80 tisoč takšnih, ki so imeli tako nizke dohodke, da jim mora razliko do 688 evrov, kolikor znaša zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo in predpisano starost, doplačevati država. Podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije je zato jasen. Za 40 let dela ta pokojnina ni dostojna. Vedeti moramo, da bi morala biti pokojnina v štartu vsaj za 10-15% višja, kot je prag revščine. A velikokrat ni. Mi imamo še ogromno ljudi, ki niti tega ne dosegajo. Mislim, da tu ustvarjamo strahovito socialno bombo.
Več kot 40% vseh upokojencev prejema pokojnino pod 700 evri, kar ne zadošča niti za pokritje minimalnih življenjskih stroškov. Več kot 145 tisoč jih iz pokojninske blagajne prejema vsaj eno vrsto socialnega korektiva. Če gledamo upokojence, ki so trenutno upokojeni, slika ni v redu. Tako medtem, ko pretresa podatke o višini pokojnin, o trenutnem položaju upokojencev razmišlja državni sekretar Ministrstva za delo. Več kot polovica jih prejemam pokojnino, ki je nižja od praga tveganja revščine, torej 827 evrov. In približno 70 tisoč ima manj kot 500 evrov. Ampak ti nimajo 40 let delovne dobe. Po drugi strani, tisti, ki imajo 40 let delovne dobe, so se v zadnjem letu upokojevali s povprečno pokojnino čez 1000 evrov, okrog 1024, kar lahko zagotavlja dostojno preživetje, zlasti, če ima človek rešen stanovanjsko vprašanje. Avgusta letos je sicer najnižja izplačana pokojnina znašala 310, povprečna za nekoga, ki je vse življenje delal v Sloveniji, 930 evrov. Težava so, pojasnjuje Andraž Rangus z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, nizki dohodki. V slovenskem pokojninskem sistemu še vedno velja, se pravi, ta Bismarckov sistem, kar pomeni, da pokojnina dejansko odraža dohodke, od katerih so bili plačani prispevki. Se pravi, pomembno je, kakšna je višina tistega dohodka, od katerega mi plačujemo prispevke. In druga skrajnost, najvišja izplačana pokojnina, skoraj 4000. To je visoka pokojnina, moramo se pa zavedati, da oseba s tako pokojnino je imela precej visoke plače tudi. To je prva stvar. In druga stvar, zato ker poznamo tudi tako kot najnižjo pokojninsko osnovo, ki je varovalka za tiste najrevnejše, poznamo tudi najvišjo pokojninsko osnovo, se pravi, ne glede na to, kakšen si imel dohodek od določene meje naprej, se ti ta dohodek ne bo več upošteval v pokojninsko osnovo. Se pravi, da ta oseba s tako pokojnino morala tudi kar precej let delati. Govorimo čez 40 let, 45, morda celo 50 let. In kakšni so danes pravzaprav sploh pogoji za starostno upokojitev? Starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa, oziroma starost 65 let za tiste, ki 40 let dobe nimajo. Kolikšna bo vaša pokojnina, je potem odvisno od pokojninske osnove. Ta se izračuna od povprečja osnov najboljših zaporednih 24 let zavarovanja, od plač najboljših 24 let dela. Torej, na višino pokojnine pa potem vpliva še tako imenovani odmerni odstotek, ki je odvisen od pokojninske dobe. Za 15 let znaša 29,5 odstotka, za 40 let 63,5 odstotka. Poenostavljeno povedano, višja kot je plača in dlje kot delate, višja bo vaša pokojnina. Točno. Z veseljem. Mark Dev je snemalec naše medijske hiše. Ja, pridem, ja. Ajde. Pogoje za upokojitev 40 let delovne dobe je izpolnil pred letom in pol, a se je odločil, da bo delal naprej. Ker pač mi zdravje dovoljuje, ker imam ta poklic rad, sem se odločil, tudi na topu nisem imel nobenih zadržkov in potem smo se zmenili, da bom delal naprej. Se pravi, jaz delam normalno 40 ur na teden, to ni nobenih omejitev. Ob plači zdaj dobiš 40 odstotkov izračunane pokojnine, hkrati pa na leto do največ 3 pridobiš še 3 odmerne odstotke. To je kot neke vrste motivacija. In ta motivacija ti da višjo penzijo, seveda, če si zdravstveno sposoben, če imaš rad ta svoj poklic. Jaz imam veliko prijateljev, ki so s prvim dnem, ko so imeli možnost, so šli v penzion zaradi tega, ker so imeli dosti vsega. Jaz se čutim še čist sposobenga in me veseli delati, me mladi z mlajšimi, z vami, in tako da sem vesel. Takšnih kot je Mark Dev je v Sloveniji trenutno dobrih 16 tisoč. Vse do lani kaže razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino, so pokojnine padale. Če so leta 2000 upokojenci dobili 75 odstotkov povprečne plače, dobijo danes le slabih 60 odstotkov. Tak trend je jasen ekonomist dr. Sašo Polanec, je sicer posledica napačnih odločitev v preteklosti, ko smo z zniževanjem odmernih odstotkov reševali finančno vzdržnost pokojninskega sistema. Mislim, da smo prihajali že pred leti v to območje, ko se
pokojnine tako hitro padale, da so verjetno bile nesprejemljive, zato vidimo tudi različne korekcije v smislu dvigovanja teh najnižjih pokojnin in raznih dodatkov, s katerimi korigiramo pravzaprav nizek življenjski standard upokojencev. Mislim, da kot družba si želimo mogoče nekoliko višje pokojnine, pa hkrati tudi malo več časa v delovnem razmerju. Naredimo informativni izračun, denimo zame, z opozorilom, gre za simulacijo. Star 44 let, imam že 15 let delovne dobe in ves čas dela povprečno plačo. Da bi se torej po veljavni zakonodaji lahko upokojil, predvsem pa, kolikšna bi bila moja pokojnina. Če bi se upokojil pri 65 letih, leta 2044, po skoraj 36 letih dela, bi dobil nekaj čez 800 evrov. Če bi delal 4 leta dlje, natanko 40 let torej, pa slabih 100 evrov več. Čeprav ves ta čas, prav vsak mesec vplačujem v pokojninsko blagajno, trenutno slabih 350 evrov, še skoraj 200 prispeva moj delodajalec, naj prav trdno zagotovilo za res mirno starost. Še bistveno slabša usoda čaka vse tiste še nižjimi dohodki, kar 2/3 zaposlenih, torej, ki zaslužijo manj od slovenskega povprečja, med njimi približno 90 tisoč delavcev z minimalno plačo. In če pogledamo, da dobijo od tega 63% odmere zadnjih 24 let, si lahko izračunamo, kako nizko pokojnino dobijo in pravzaprav s tem se enostavno ne da preživeti. In še ena težava, armada samozaposlenih, samostojnih podjetnikov. Iz leta v leto jih je več in, kar je še posebej zaskrbljujoče za prihodnost pokojninske blagajne in višino njihovih pokojnin, takšnih, ki plačujejo najnižje prispevke za socialno varnost, torej slabih 300 evrov na mesec, je kar 83%. Tukaj je potrebno razumeti, da s temi najnižjimi prispevki se oni sami ne zagotovijo pokojnine v zagotovljeni višini 688, se pravi, že v tem delu za 40 let se doplačujejo. In tisti, ki plačujejo najnižje zavarovalne osnove, kaj več kot zagotovljeno pokojnino za 40 let ne morejo pričakovati, oziroma najnižjo pokojnino, če bojo imeli samo 15 let dobe. Jaz v bistvu začenjam že zdaj delati za naslednje leto. Irena Nose je samostojna podjetnica, oblikovalka nakita. Že 15 let, zadnja leta pripoveduje, v pokojninsko blagajno vplačuje najnižje prispevke. Moja generacija se je znašla v eni zagati in sicer obljubljajo nam, da pokojnin za nas ne bo. S tem se bo v bistvu malo tudi zgubil zaupanje v sistem. In zdaj, na kakšen način rešiti to zagato, zaupati v sistem, vam ga vplačevati, pa živeti z obljubo, da iz tega nič ne bo, se meni zdi kar zapletena zagata. Zlasti, ko gre za samozaposlene prekarce, zato pričakuje korenite spremembe sistema. Predvsem vidim rešitev v nekem kolektivnem odgovoru na to. Mogli se bomo vsi še enkrat pogovoriti. Te stari sistemi socialne varnosti, kot smo jih poznali naši starši, ki so se relativno varno upokojili, več ne obstajajo. Demografi nas že 30 let opozarjajo, da je sistem nevzdržen. Ampak zakaj se nismo tega lotili že prej? Konec koncev je velika število ljudi, ki na ta način tvega veliko revščino v prihodnosti, če se ne bomo dogovorili drugače. Narejeno je tako, da mi plačujemo za tiste, ki so starejši in ne morejo delati. In to je v redu in to je nekako vrednota naše Evrope, da moramo pomagati tistim, ki ne morejo več. Ampak je pa vprašanje, kaj se bo pol z nami zgodilo. Ni nam problem dajati za druge, ampak nam je problem, kaj bo z nami. Tako pa razmišlja 30-letni Nikola Balaban, diplomant fakultete za elektrotehniko, direktor in soustanovitelj startup podjetja, ki svojo aplikacijo, ta deluje na osnovi umetne inteligence, ponuja rešitve za optimizacijo tovornega cestnega prometa. Manjšim in srednjim prevozniškim podjetjem pomaga reševati težave neizkoriščenega prostora, naročnikom pa pospešuje dostavo. A preden je šel na svoje, pripoveduje, delal marsikaj, marsikje. In študent, in redno zaposlitev do enega SP-ja, svetovanja in zdaj, kjer sem jaz nekako zaposlujem druge. Številke so, in tega se dobro zaveda tudi Nikola Balaban, znane. Živimo vse dlje, prebivalstvo se stara, upokojencev je vse več, pritisk na pokojninsko blagajno bo vse večji, mladih, ki bodo delali za upokojence, pa vse manj. Ob osamosvojitvi sta za enega upokojenca delala 2 zaposlena, letos le še 1,6.
nekako se zgleda, da ne bomo mi imeli te mlade, da za nas plačujejo. In tukaj nekako zgubljamo tisto zaupanje, da bo tak sistem deloval tudi za nas. A bilo je še slabše, recimo leta 2013. Razmere v pokojninski blagajni zadnja leta blaži nizka brezposelnost in priseljevanje. Priliv delavcev iz tujine, pojasnjuje dr. Sašo Polanec. Pač neto priliv je tako velik, da se nam enostavno stvari odvijajo bolj pozitivno, kot bi se sicer. To je zelo pomembna komponenta zgleda izboljševanja situacije v pokojninski blagajni. Prihodnje leto bodo odhodki iz pokojninske blagajne presegli 7 milijard evrov. Ob tem ni nepomembno, da za pokrivanje razlike med vplačanimi prispevki in izplačanimi pokojninami država iz proračuna SPIZ-u nakaže približno milijardo evrov. Pokojninska blagajna posluje dobro, posluje na neki vzdržni ravni. Dolgoročno se bojo pa odhodki ravno zaradi tega, ker bo tudi število upokojencev dolgoročno precej naraslo, povečevali, in temu primerno bo treba sprejeti tudi določene ukrepe, s katerimi se bojo oblažili tudi te finančne učinki. Ker se bo delež upokojencev v 30 letih podvojil, je, to je jasno že leta, nujna reforma. Da bodo imeli mladi zaupanje v to inštitucijo in da bodo videli, da njihova pokojnina čez 20, 30 ali pa več let ni ogrožena. Danes govorijo, pa pustimo upokojitev primerov, mi iz pokojninske blagajne ne bomo dobili nič. Če gremo s to paradigmo naprej, je to nesmiselno. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti reformo pripravljajo. Na eni strani je treba poskrbeti, da bo pokojninski sistem vzdržen. Tudi v horizontu mogoče 30 let. Konec koncev je to tudi naša zaveza v okviru načrta za okrevanje in odpornost. In če tega ne dosežemo, nimamo pravice do črpanja sredstev iz tega naslova, torej se odpovemo. Mislim, da okrog 800 milijonov evrov, če ne vključimo te zahteve. Po drugi strani pa seveda hočemo doseči, da bojo pokojnine, zlasti tistih, ki so oddelali svoje, da bojo dostojne. O podrobnostih za zdaj ne želijo govoriti, a v igri so dvig upokojitvene starosti, podaljševanje referenčnega obdobja, izenačevanje pokojninskega prispevka, ki jo plačujeta delavec in delodajalec. Dejansko so to vse ukrepi, ki so na mizi. A bolje kot na horuk s hitrimi in radikalnimi popravki je treba, opozarja dr. Polanec, razmišljati dolgoročno. Nekoliko sem nenaklonjen temu, da delamo ves čas reforme, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi bilo lažje, če bi stvari naredili sistemske in avtomatizirane. V smislu, da bi, tako kot Švedi, vezali upokojitveno starost na se pravi, spodnjo mejo za upokojitev na življenjsko pričakovanje, se pravi, na koliko povprečju Slovenci doživimo. In če se ta povprečna starost dviguje, potem bi tudi upokojitveno starost dvignil. Na ta način ni potrebno vsakih nekaj let razmišljati o reformi, ampak se, rekel, sistem sam korigira. Spremembe, kakršnekoli že, bodo postopne, zagotavljajo na ministrstvu. Zakon morajo poslanci sprejeti do konca prihodnjega leta, veljati naj bi začel 2025. Nevarnosti do pokojnin za generacije, ki prihajajo, ne bo, ni, zagotavlja Andraž Rangus. Pokojnine bo, jaz bi lahko skoraj zgotovo se rečem, pokojninski sistem tak, kakršen je pri nas, deluje recimo, lahko rečemo, že 100 let. Tudi vprašanje je, kolikšne, kaj pa lahko že danes sami storimo za višjo pokojnino? Najbolj očiten odgovor, varčujemo. Vsakdo bi moral imeti nek prihranek, ko gre v penzion. To je dejstvo. Zdaj, kakorkoli že, tudi če je majhen, včasih je bilo pravilo. Toliko denarja, kolikor stane en pogreb, toliko moraš imeti na računu. Toda kako? Nepremičnine, delnice, skladi, dodatno pokojninsko zavarovanje, varčevanje? Varčujem po svojih močeh, kot lahko. Vsak mesec namenim nekaj denarja na varčevalni račun. In upam, da bo to zadostovalo, ampak to ni odgovor na sistemsko težavo. Prvi steber je tisti steber, ki mora zagotavljati neko dostojno varnost. Drugi steber pa je dodatek, katerega se splača vlagati, zato da v bistvu prinese nek dodatni dohodek, ki nam bo omogočil še izboljšanje našega socialnega položaja v času upokojitve. Tega se očitno dobro zaveda skoraj 600 tisoč zavarovancev, vključenih v dodatno pokojninsko zavarovanje. Lani so bile na njihovih računih že skoraj 3 milijarde evrov. Približen izračun, če bi 20 let v pokojninski sklad vplačeval 100 evrov mesečno, bi k pokojnini dobil 120 evrov rente.
čim bližje sem prihajal v penzion, tem bolj sem se začel zavedati, da so te zadeve lahko tudi usodne, ne? Če si pač ne narediš nekega kupčka. Ne? Nikola Balaban v mislih na starost stavi zlasti na delnice, sklade. Išče se alternative temu, ki je lahko nekako svoj kapital, ki ga donesemo, lahko plemenimo. Nekako smo se začeli več brigati za sebe, kot da bi čakali, da država bo nekaj naredila. Kruta realnost torej je, o pokojnini je treba začeti razmišljati že zelo zgodaj, najbolje na začetku poklicne poti, predvsem pa se ne zanašati zgolj na državno pokojnino, da ne bo odhod v pokoj stresen in boleč, dostojno življenje pa utvara.